Večina izmed nas je odraščala ob gledanju veliko televizije in zelo dobro smo spoznali like v naših najljubših oddajah. Vendar pa obstajajo primeri, ko epizoda oddaje ne ustvari dobro zaradi trenutnega stanja sveta ali dogodkov, ki so se zgodili po prvotnem predvajanju epizode. Številka 10. Dobra mesta, televizijska oddaja NBC, je bila prvič predvajana septembra 2019 in je hitro postala priljubljena med gledalci. Zgodba oddaje je, da obstajata slabo mesto in dobro mesto, kamor so ljudje poslani po smrti. Dobro mesto je podobno nebesom, medtem ko je slabo mesto podobno peklu. In ko nekdo umre, mu dodelijo ocena glede na to, kako je živel svoje življenje. Višja kot je ocena, večja je verjetnost, da bodo poslani v dobro mesto in obratno. Tisti, ki so poslani v dobro mesto, postanejo nesmrtni in imajo izpolnjene vse želje za vso večnost, medtem ko tisti, ki pristanejo v slabem mestu, doživijo povsem drugačno usodo. Vsaka oseba v dobrem mestu spozna Janet, umetno inteligenco, ki jih vodi skozi posmrtno življenje. Serija je bila predvajana 4 sezone, v katerih so gledalci spoznali različne like. V prvi sezoni lik, ki ga igra Kristen Bell, verjame, da je zaradi napake pristala v dobrem mestu, skupaj z likom Jasonom, ki ga igra Manny Jacinto. Njuna prisotnost kmalu začne povzročati kaos v posmrtnem življenju, filozofi pa jo učijo, kako si zaslužiti mesto v dobrem mestu. Kasneje se izkaže, da sta bila ves čas v slabem mestu in da je njuna kazen v tem, da morata za vso večnost prenašati čustvene in psihološke težave drug drugega. V naslednjih 3 sezonah ljudem izbrišejo spomin in ugotovijo, da lahko izboljšajo svojo dobroto v posmrtnem življenju. V eni izmed sezon so ljudje poslani nazaj na Zemljo po izbrisu spomina in poskušajo druge učiti, naj ostanejo čim bolj moralni, da bodo po smrti prišli v dobro mesto. Na to je prišlo na dan, da že stoletja nihče ni bil sprejet v dobro mesto, zato so pripravili virtualni eksperiment. Uporabili so simulirano dobro mesto, da bi dokazali, da so ljudje lahko dovolj moralni, da pridejo v dobro mesto, vendar poskuša slabo mesto poseči vmes. Na koncu ljudje dokažejo svojo moralnost in uvede se nov sistem posmrtnega življenja, kjer imajo ljudje možnost, da se soočijo s svojo nemoralnostjo in jo izboljšajo. Oddaja je imela solidno gledanost skozi celotno predvajanje, vse do 4. in zadnje sezone, ki se je končala leta 2020, vendar je bilo opaziti nekaj upada v številkah. Danes se o oddaji pogosto govori zaradi ene posebne replike, ki jo je izrekel lik Mannyja Jacinta, Jason Mendoza. V eni izmed epizod mimogrede omeni, da so po njem poimenovali virus, potem ko je zastavo poljubil netopirja. In takrat je bilo to precej smešno. A če preskočimo v december 2019, je ta šala postala precej bolj preroška. Nekateri so celo trdili, da je Jason napovedal izbruh COVID-19. Seveda to ni res, vendar tovrstna interpretacija povsem spremeni pomen trenutka, ki je bil v oddaji mišljen kot lahkoten. Številka 9. Dober način, kako otroke naučiti soočanja z resničnimi življenjskimi težavami, je, da jim to razloži nekdo, ki ga spoštujejo in občudujejo. To se že dolgo izvaja v otroških televizijskih oddajah in se je izkazalo za zelo učinkovito. Poklicni športniki so se v nekaterih oddajah pojavili v živo, v drugih pa so se spremenili v risane like, ki se v teh epizodah pojavijo skupaj z nekaterimi priljubljenimi liki iz otroške televizije. Oktobra 2009 je bilo napovedano, da se bo v priljubljeni televizijski oddaji Arthur pojavil znan zvezdnik, ki bo govoril o tem, kako se lahko otroci spopadajo z novico, da je bil nekdo diagnosticiran z rakom. Takrat je bil Lance Armstrong, zdaj že zloglasni kolesar, izjemno priljubljen v športnem svetu, saj je leta 2005 zmagal na dirki po Franciji. To je bila njegova 7. zmaga na najbolj znameniti kolesarski dirki na svetu, s čimer je pridobil milijone podpornikov in oboževalcev. Ko je bilo leta 1996 objavljeno, da so mu pri 25 letih diagnosticirali raka na modih, je to presenetilo ves svet, njegovi oboževalci pa so mu želeli popolno okrevanje. Do februarja 1997 je sporočil, da je rak v remisiji in res si je popolnoma opomogel. Zato se je Armstrong zdel popolna izbira za nastop v risanki Arthur. Zato so se scenaristi lotili priprave primerne epizode, ki je bila na koncu poimenovana Velika McGradyjeva. V sodelovanju med PBS in fundacijo Lanka Armstronga je bilo v oddaji napovedano, da je ena od likov, kuharica gospa McGrady, zbolela za rakom. Začne se, ko otroci ugotovijo, da tisti dan ni prišla na svojo izmeno, zaradi česar so kosila v šolski jedilnici postajala vse slabša in slabša. Približno teden dni kasneje jih učitelj obvesti o žalostni novici in doda, da bo gospa McGrady zato nekaj časa odsotna.
Artur in Dee se odločita obiskati gospo McGrady in ji prineseta kokošjo juho. Pojasni jima svojo diagnozo, ostali otroci v skupini prijateljev pa na novico reagirajo različno. Na primer, imajo nočne more ali se vedejo neprimerno. Med naslednjim obiskom gospa McGrady dobi elektronski naslov Lance Armstronga in se odloči, da ga bo kontaktirala. Vse preseneti, ko odgovori in pove, da jo bo obiskal, saj bo naslednji teden v mestu. Ko prispe, se odpravi na kolesarsko vožnjo s Francine in razloži, kako so mu podpora prijateljev in družina, skupaj s pravilno oskrbo in zdravili, pomagali premagati raka. Francine je navdihnjena in se odloči organizirati kolesarsko dirko, da bi zbrala denar za raziskave raka. Takrat je bila ta epizoda navdih tako za otroke kot odrasle. A leta kasneje bi bilo vse to izbrisano iz kataloga PBS, skupaj z drugo epizodo, v kateri je nastopal Lance Armstrong. To se je zgodilo zaradi njegovega priznanja, da je uporabljal sredstva za izboljšanje zmogljivosti, ki so mu pomagala osvojiti olimpijski bron in 7-krat zmagati na dirki po Franciji. Nato so mu odvzeli naslove in mu prepovedali nastopanje na vseh profesionalnih kolesarskih tekmovanjih do konca življenja. Na 8. mestu je Zvezdne steze Globoki vesolje 9, ki je bila prvič predvajana januarja 1993 in zaradi svoje priljubljenosti je ostala priljubljena vse do zadnje epizode, ki je bila predvajana junija 1999. Ker je dogajanje postavljeno v 24. stoletje, je to zadnja serija, v kateri bi kdo pričakoval napovedi o 90. letih. Vendar se je prav to zgodilo v eni epizodi z naslovom Pretekli čas. Znanstveno-fantastični filmi in televizijske serije so pogosto natančno napovedali prihodnje dogodke, kot sta uporaba pametnih telefonov in samovozečih avtomobilov. Toda ta posebna dvodelna epizoda serije Zvezdne steze Globoki vesoljski 9 se je lotila veliko resnejše teme in je, ne da bi to nameravala, napovedala stanje sveta, kakršno je danes. Med nesrečo pri uporabi transporterja so poveljnik Sisko, dr. Bashir in Jadzia Dax poslani nazaj v 21. stoletje, natančneje v leto 2024. Ko prispejo, Bashirja in Siska aretirajo, ker napačno domnevajo, da sta brezdomca in ju namestijo v tako imenovano območje zatočišča. Ta območje je ustvarila ameriška vlada, da bi vse brezposelne, brezdomce ali duševno nestabilne ljudi skrila pred preostalim svetom. Medtem pa Daxovo sprejme bogat tehnološki direktor, ki ji pomaga iskati preostala 2 člana posadke. Ko se epizoda nadaljuje, Sisko ugotovi, da so pristali na Zemlji le nekaj dni pred izbruhom Bellovih nemirov, ki so dobro dokumentirani v zgodovinskih knjigah Zemlje. Prav tako ve, da bodo nemiri prinesli bolj sočutno in povezano družbo. Vendar Bashirju pove, da morata preprečiti, da bi se zgodil en poseben dogodek. Po zgodovinskih knjigah zgodovinska osebnost po imenu Gabriel Bell izgubi življenje med prepirom v okrožju, Sisko pa pripravi načrt. Prevzame Bellovo identiteto, skupaj z Bashirjem pa vzameta več talcev in izjavita, da jih bodo izpustili šele, ko se na internetu odpre globalni dialog. Zahtevata tudi, da se okrožja ukinejo in da se vzpostavijo enake človekove pravice. Medtem ko se vse to dogaja, posadka na USS Defiant išče pogrešane člane posadke in jim to na koncu uspe, vendar šele po policijski raciji v okrožju, ki razkrije grozljive življenjske razmere. Javno ogorčenje prisili vlado, da vzpostavi temelje boljše družbe na našem planetu. To je bilo seveda vse izmišljeno, vendar so leta kasneje oboževalci serije začeli komentirati, kako zelo preroška je bila serija v primerjavi z današnjim stanjem sveta. Dax, kot lepa ženska, je bila takoj sprejeta med bogate in vplivne ljudi tistega časa, medtem ko sta bila oba potepuha obsojena na okrožje, kjer bosta kmalu životarila. A najbolj izstopajoča med temi napovedmi je bila, da bodo ZDA na koncu izgubile boj proti brezdomstvu. Prav tako je poudarilo dejstvo, da večina ljudi raje ignorira to težavo in nadaljuje svojim udobnim življenjem, namesto da bi se brezdomstva lotili na ustrezen način. Številka 7. Delo v televizijski industriji je zelo zahtevno, igralci pa so pogosto postavljeni pred nenavadno in pogosto nerazumno visoke standarde, še posebej kar zadeva njihovo telesno težo in splošni videz. Ta nerealna pričakovanja so povzročila resne težave v življenju mnogih igralcev, med katerimi so nekateri prvič nastopili na televiziji že kot otroci. Nekateri so bili diskriminirani zaradi svojega spola, drugim so rekli naj shujšajo, spet drugi pa so zaradi teh idealističnih zahtev glede videza izgubili vlogo svojih sanj. Ena izmed igralk, ki je spregovorila o svojih težavah v industriji, je Tracy Gold, ki jo najbolj poznamo po vlogi Carol Seaver v priljubljeni humoristični seriji Growing Pains.
Povedala je, da je začela opažati neenakost v industriji, ko je bila še otrok. Od nje so pričakovali, da bo vedno znala svoje repike in jih znala ponoviti v trenutku, medtem ko so odrasli igralci smeli delati napake in se celo smejati zaradi njih. Rekli so ji, naj bo tiho in opravlja svoje delo, medtem ko so se odrasli očitno zabavali. Potem med snemanjem serije Rastoče bolečine so scenaristi začeli vključevati šale na račun teže njenega lika, zaradi česar se je počutila nelagodno. Na neki točki je pridobila nekaj kilogramov in ni čutila, da je na njej, da bi prosila, naj se tem šalam izognejo. Kmalu so člani ekipe začeli te šale usmerjati neposredno na Goldovo in na snemanjih se je počutila izjemno nelagodno. Nekatere od teh šal so bile izrečene pred občinstvom in ni imela druge izbire, kot da se pretvarja, da se smeji skupaj z vsemi ostalimi. Šokantno je, da je studio na koncu stopil v stik z Goldovim očetom, ki je bil njen menedžer, in zahteval, da izgubi vsaj 20 funtov. Uspelo ji je izpolniti zahtevo in ko je začela prejemati pohvale, je še naprej hujšala zaradi motnje hranjenja, ki jo je razvila. Njen fant je postal izjemno zaskrbljen zanjo, saj je opazil, kaj se v resnici dogaja in je takoj okrivil producente oddaje. Nekega dne je zabil vrata kopalnice v njeni garderobi, da ji je preprečil, da bi šla izbruhat hrano, ki jo je tisti dan pojedla. V zadnji epizodi oddaje je družina prodala svojo hišo in se pripravlja na selitev v Washington, D.C. Da bi proslavili in se poslovili od hiše, se odločijo naročiti pice in v prazni dnevni sobi je videti vso družino, kako sedi in je. Ne da bi drugi vedeli, je Goldova le navidezno jedla pico, kasneje pa je priznala, da je pozabila, kako se pravilno drži kos pice. Joanna Kearns, ki je igrala vlogo Maggie Seaver, je na koncu stopila v stik s studiem in zahtevala, da posredujejo ter pomagajo Goldovi pri njeni motnji hranjenja. Poslali so jo na kliniko za motnje hranjenja na UCLA, kjer je prejela potrebno oskrbo in pomoč, Goldova pa je končno lahko začela znova živeti normalno življenje. Vendar je izjavila, da je to nekaj, na čemer še vedno vsak dan dela. Naprimer, ko preživlja stresno obdobje, se mora opominjati, da ne sme izpuščati obrokov. Poleg tega skrbi, da je zdrave obroke, vendar noče več obsedeno razmišljati o hrani, kot je to počela v tistem težkem obdobju svojega življenja. Še naprej govori o svoji motnji hranjenja in o vplivu, ki ga je imela na njeno življenje, ter upa, da bo s tem pomagala nekomu, ki se bori z enako težavo. Številka 6. Serija z naslovom Person of Interest je bila prvič predvajana septembra 2011 in je bila dobro sprejeta pri gledalcih. Vendar je serija ponovno pritegnila pozornost dolgo po svoji prvi premieri, zahvaljujoč razkritjem žvižgača Edwarda Snowdena. Zgodba serije Person of Interest sledi samotarskemu milijarderju po imenu Harold Finch. On je ustvarjalec umetne inteligence za množični nadzor, ki jo je poimenoval Stroj in ki izvaja nadzor za vlado ZDA. Glavni namen stroja je preprečiti napade na ZDA, preden se ti lahko izvedejo. A kmalu začne prepoznavati tudi manjša kazniva dejanja, ki bi jih običajno pometi pod preprogo. Toda Finch in domnevno pokojni operativac CIA se odločita, da bosta ta kazniva dejanja preprečila, preden se zgodijo. Serija se začne kot epizodična drama o boju proti kriminalu, vendar se kmalu razvije v pripoved o umetni inteligenci, nadzoru, ki ga ima vlada nad svojimi državljani in kršenju zasebnosti. Zato ni presenetljivo, da so oboževalci serije začeli vleči vzporednice med zgodbo in informacijami, ki jih je javnosti razkril Edward Snowden, kar se je začelo junija 2023. Snowden, ki prihaja iz Severne Karoline, je leta 2006 sprejel ponudbo za delo v CIA. Najprej je delal v Langleyju v Virginiji v oddelku za globalne komunikacije agencije, nato pa je začel nadalje študirati in se usposabljati, ter je kmalu postal vodilni strokovnjak Agencije za tehnologijo in kibernetsko varnost. A njegovo mnenje o načinu dela CIA se je kmalu začelo spreminjati. Zaradi svojega dela se je začel zavedati, da izvajajo množični nadzor nad ameriškimi državljani s pomočjo NSA, kar je protiustavno. Marca 2023 je bil priča, ko je James Clapper, direktor nacionalne obveščevalne službe, lagal pod prisego. Odločil se je, da ima dovolj. Takrat je delal za Dell, kjer je upravljal računalniške sisteme za NSA, vendar je takoj dal odpoved. Nato je začel delati za Booz Allen Hamilton, kjer je začel zbirati informacije o množičnem nadzoru, ki ga je izvajala NSA. Maja 2013 je zapustil celinski del ZDA in odšel na Havaje. Tam naj bi pridobil prijavne podatke do 30 zaposlenih v Booz Allen Hamilton in si pridobil dostop do računalniških sistemov NSA. Ko je zbral potrebne podatke, si je uspel urediti dopust, tako da je navedel, da potrebuje zdravljenje epilepsije, nato pa se je preselil v Hong Kong.
Junija 2013 je začel objavljati zbrane informacije in javnost je končno izvedela za obseg prevar NSA. Razkrito je bilo, da je bil Verizon prisiljen predati telefonske zapise milijonov ljudi v ZDA, čeprav so zanikali, da bi to kdaj storili. Med 9000 in 10.000 dokumentov je bilo razkritih, mediji, kot je The Guardian, pa so jih v naslednjih mesecih objavljali. Snowdenov razkritja so bila glavna novica po vsem svetu, najhujše pa je šele prihajalo. Takrat je bilo razkrito, da je NSA skupaj z ASD v Avstraliji, GCHQ v Združenem kraljestvu in CSE v Kanadi izvajala globalni nadzorni sistem. Takrat so gledalci začeli opažati podobnosti med temi razkritji in zgodbo osebe zanimanja. Takšne vrste operacij se v znanstveno-fantastični seriji odvijajo na zabaven in neškodljiv način. Ko pa se je razkrilo, da se to v resnici dogaja ljudem po vsem svetu, so ljudje začeli spoznavati, da so jim njihove vlade lagale in mnogi so še vedno paranoični glede tega, ali so njihova vsakdanja življenja nadzorovana brez njihovega soglasja. Številka 5. Leta 1992 so se vlade sveta zbrale v Braziliji, da bi razpravljale o vse večji grožnji globalnega segrevanja, ki ga je takrat veliko ljudi še vedno imelo za mit. V prejšnjih desetletjih so se že pojavljale omembe podnebnih sprememb in njihovih učinkov na naš planet. Ker pa je bila večina ljudi o tej temi neobveščena, je niso jemali prav resno. Šele v zgodnjih 90-ih letih so posledice podnebnih sprememb začele postajati očitne in jih ni bilo več mogoče prezreti. Svetovni voditelji so se odločili, da morajo države po vsem svetu sprejeti okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja v upanju, da bi lahko dosegli izboljšave. Leta 1997, med tretjo konferenco ZN o podnebnih spremembah, ki je potekala na Japonskem, so se odločili, da je treba sprejeti Kjotski protokol in določili so prve pravno zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za razvite države. Od takrat smo mnogi med nami poskušali prispevati svoj delež k omejevanju podnebnih sprememb, kolikor je mogoče, saj ni več nobenega dvoma, da so podnebne spremembe dejstvo. Toda tveganje je še vedno zelo resnično in le čas bo pokazal, ali so bili ti napori prepozni. Takoj, ko je javnost začela spoznavati podnebne spremembe in kaj bi to lahko pomenilo za nas v prihodnosti, so oboževalci televizijske oddaje Somrakova cona hitro opozorili, da je ena posebna epizoda očitno napovedala te dogodke. Epizoda, o kateri govorimo, se je imenovana Polnočno sonce in je bila premierno predvajana novembra 1961. Izvedeli smo, da Zemlja nekako izpada iz svoje orbite in kot posledica tega nekontrolirano drvi proti soncu. Vidimo termometer, ki kaže 110 stopinj Fahrenheita, kar je 43 stopinj Celzija, kar je v oddaji najtoplejši dan v zgodovini. Predstavijo nam umetnico po imenu Norma, ki je ena redkih ljudi, ki niso pobegnili v hladnejše kraje ali umrli zaradi vročine. Izpadi elektrike so nekaj običajnega, ljudje pa imajo vsak dan na voljo le določeno količino vode. Očeani so presahnili, zato je izvoz in uvoz hrane ter vode postal nemogoč. Ni več organov pregona in vsak je prepuščen samemu sebi. Naslednji dan se temperature povzpnejo na 120 stopinj, Norma in njen najemodajalec pa začneta čutiti posledice izjemne vročine. Nato v njen stanovanje vdre moški in drži obe ženski za talki, medtem ko porabi še zadnjo vodo, ki jo imata. Normina najemodajalka na koncu podleže vročini, ki je zdaj dosegla 130 stopinj. Normine oljne slike pa se začnejo topiti, splaten. Na koncu se zgrudi in domneva, da bo tudi sama umrla, nato pa se prebudi z osupljivim razkritjem. Ves čas je imela vročične sanje, vendar novice, ki jih prejme, ko se zbudi, niso nič boljše. Zemlja se je v resnici oddaljevala od Sonca in temperature so bile nižje kot kdajkoli prej zabeležene. Sonce ne sije več in Norma spozna, da je njena usoda ironično zapečatena, vendar ravno nasprotno kot v njenih sanjah. Številka 4. Leta 2002 so gledalci spoznali serijo Mrtva cona, ki temelji na istoimenski knjigi, katere avtor je pisec grozljivk Stephen King, bolj znan po knjigah kot sta Izžarevanje ali Carrie. Sledi moškemu po imenu Johnny Smith, ki je zaposlen kot učitelj in je udeležen v prometni nesreči, ki ga pusti v komi skoraj 5 let. Ko se končno zbudi, ugotovi, da je pridobil posebno sposobnost. Ko se dotakne nekoga ali določenih predmetov, ima videnja preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti in začne uporabljati to sposobnost, da prepreči zločine, preden se zgodijo, ter da opozarja druge na bližajoče se naravne nesreče. Na neki točki pomaga zdravniku najti njegovo izgubljeno mater, identificira in ustavi serijskega morilca ter reši mlado dekle iz požara v hiši.
Toda nekega dne se rokuje z moškim po imenu Greg Stilson, ki je ambiciozen politik. Stik sproži vizijo, v kateri Stilson, ki v prihodnosti postane predsednik ZDA, sproži jedrski dogodek, zato se Johnny odloči, da ga mora ustaviti. Postane samotadec in si zamisli načrt, kako bi odstranil Stilsona. To poskusi narediti na enem od Stilsonovih predvolilnih shodov, vendar zgreši strel. Stilson zgrabi dojenčka in ga namerava uporabiti kot živi ščit, kar konča njegovo politično kariero, ko njegov strahopeten čin ujame kamera. Toda Johnny izgubi življenje, potem ko vanj ustreli eden od Stilsonovih varnostnikov, vendar umre s to lažbo, da mu je uspelo rešiti celoten planet. Zlahka je razumeti, zakaj je bila oddaja tako priljubljena, glede na dogodke, ki so se zgodili v zadnjih nekaj letih. Prav tako je lahko razumeti, zakaj so se nekateri ljudje osredotočili na določeno epizodo Mrtvecone z naslovom Kuga. V tej epizodi Johnny obišče znanstveni sejem, ko ga prešine vizija otrok, ki zbolijo in se zrušijo. Uspe mu doseči, da stavbo dajo v karanteno in kmalu se njegova vizija začne uresničevati, ko več otrok pokaže simptome, ki jih je predvidel. Takrat odkrijejo, da simptome povzroča smrtonosni respiratorni virus, ki se širi po vsej državi. In šokantno je razkrito, da gre za vrsto koronavirusa, ki ga je v ZDA prinesla stevardeza, ki je letela iz Kitajske. Zajezitveni ukrepi so zamujeni zaradi oklevanja CDC, da bi verjeli v Johnnyjeve sposobnosti. Ko pa se dotakne okuženega pacienta, dobi vizijo zdravila, ki je klorokin, protimalarik in protivnetno zdravilo. Zdravljenje je uspešno in virus je na koncu zajezen, kar pripelje do srečnega konca. Usporednice med tem izmišljenim virusom in pandemijo COVID-19 so srhljive in mnogi, ki so si ogledali to epizodo, hitro prepoznajo podobnosti med serijo in dogodki, ki so se odvijali med letoma 2019 in 2021. Številka 3. Večina izmed nas pozna priljubljeno televizijsko serijo Smallville, saj je v njej nastopal verjetno najbolj priljubljen stripovski superjunak Superman. Serija služi kot izvorna zgodba za junaka, ki se pretvarja, da je človek po imenu Clark Kent. Vlogo Clarka Kenta je igral Tom Welling, medtem ko je Erica Durance upodobila njegovo ljubezensko zanimanje Lois Lane. Lik Chloe Sullivan je igrala Allison Mack, ki postane Kentova zaupnica in najboljša prijateljica, kasneje pa postane tudi vodja operacij v Stražnem stolpu, glavnem sedežu Lige pravičnih. Serija je hitro postala priljubljena tako med odraslimi kot otroki in se je predvajala skupno 10 sezon. Lik Chloe Sullivan je bil ustvarjen posebej za to serijo in mnogi so jo označili za svoj najljubši lik v celotni oddaji. Serija se je končala leta 2011, leta 2018 pa so oboževalci opozorili na podobnosti med življenjem Allison Mack in eno posebno epizodo serije, ki se je imenovala Navzkrižni ogenj. Predstavi gledalcem lik z imenom Mia, ki se na začetku epizode udeležuje podzemnega boksarskega dvoboja. Sooči se z moškim nasprotnikom in ga premaga, nato pa izvemo, da je pod nadzorom moškega, ki jo opozori, naj ne poskuša pobegniti. Boj opazuje Oliver Quinn, ki je skrivaj zeleni lokostrelec. Sledi Mi in jo najde, kako stoji na vogalu ulice, nato pa se izkaže, da je ulična delavka, Oliver pa ji ponudi pomoč. Mia ne zaupa njegovim namenom, vendar ji Oliver obljubi, da ji bo dokazal, da mu lahko zaupa. Ko Mia biva pri Oliverju, pride Lois, ki je razočarana, saj misli, da jo je Oliver najel in odide. Mia Oliverju pojasni, da si želi le zaslužiti dovolj denarja, da bi odplačala svoj dolg in lahko znova živela svobodno. Dolgo časa so jo ljudje izkoriščali in strinja se, da ostane, ko ji Oliver ponovno ponudi svojo pomoč. Mia odpelje Oliverjev Aston Martin k svojemu šefu kot plačilo za svoj dolg, vendar jo ta napade in ji zagotovi, da nikoli ne bo svobodna. Prisilil jo je, da razkrije Oliverjevo lokacijo, da bi ga on in njegovi možje lahko oropali. Uspelo mu je ugrabiti tako Lois kot Oliverja, potem ko ga je Mia izdala, vendar se kasneje neuspešno obrne proti svojemu šefu. Clark preskoči na pomoč in reši dan. Zadnjič pa v tej epizodi vidimo Mio, ko Oliver pride na njen ulični kotiček in jo povabi v svoj avto. Dejstvo, da je vključevala Mio kot uličarko, je mnoge ljudi spodbudilo k primerjavam med to epizodo in življenjem Elise Allison Mack nekaj let kasneje. V šok svojih oboževalcev je bilo razkrito, da je bila poročnica kulta NXIVM, ki se je predstavljal kot skupina za samopomoč s sedežem v New Yorku. Kult je ustvaril Kit Raniere, Alisa Mack pa je v skupini igrala več vlog, od katerih nekaterih tukaj sploh ne moremo omeniti.
Priznala je, da je med privrženci kulta uveljavljala prisilno delo in celo izsiljevanje, poleg tega pa je svoj status znane igralke izkoriščala za novačenje žensk v skupino. Priznala je tudi, da je svojo slavo uporabljala za manipulacijo ljudi, da so počeli, kar je želela. Vsakič, ko je član zapustil skupino, so fotografije, ki jih je kult posnel, uporabili za izsiljevanje, da bi ostali. In Meg je dodala, da je bila izjemno agresivna do privržencev in da je bila včasih tudi nasilna. Zavedla se je, da je povzročila veliko škode v življenjih ljudi in je od takrat spregovorila o svojih zločinih, da bi druge opozorila na nevarnosti takšnih kultov. Številka 2. Ezra Miller je najbolj znan po vlogi Flasha v DC-jevem razširjenem vesolju. Čeprav ima veliko oboževalcev, mu škandali niso tuji. Leta 2003 je imel kratko vlogo v finalu prve sezone serije Miroljub. Prav ta epizoda pa je bila primerjana z Millerjevimi težavami v njegovem življenju. Serija spremlja življenje Chrisa Smitha, ki je miroljub. Ko se serija začne, je prisiljen sodelovati z Argusom, izmišljeno vladno organizacijo, ki dela na projektu Metul, katerega cilj je ustaviti prihajajočo vesoljsko invazijo. Vesoljci, imenovani Metuli, so parazitska bitja z umirajočega planeta, ki ob prihodu na Zemljo zlezejo ljudem v lobanje in prevzamejo njihov Ciljajo na visoko rangirane politike in pripadnike organov pregona ter jim dajejo nadčloveško moč. Nato odkrijejo, da je Clemson Mern, vodja skupine, odpadniški Metul, ki se je uprl drugim parazitom in namerava ustaviti njihove načrte za prevzem Zemlje. Med finalom sezone Millerjev lik Flash na končni boj proti Metulijem prispe prepozno in je deležen ostrih kritik. Peacemaker ga opiše kot neznosnega in nezanesljivega, številni ljudje pa bodo te lastnosti kasneje primerjali z Millerjem v resničnem življenju. Miller si je pridobil veliko bazo oboževalcev z logo Flasha, vendar se je njegovo življenje leta 2011 začelo nesrečno obračati. Najprej so ga aretirali zaradi posedovanja prepovedane substance, vendar so obtožbe proti njemu opustili in ga namesto tega oglobili zaradi neprimernega vedenja. Nato so ga leta 2020 morali pospremiti iz bara na Islandiji, potem ko se je zapletel v prepir, med katerim je napadel žensko. Posnetek incidenta je bil objavljen na spletu, kasneje pa je prišlo na dan, da je Myler izgubil živce, ko se je prijateljica ženske pošalila, da se noče boriti. Leta 2022 je v videu, ki ga je objavil januarja tistega leta, grozil severnokarolinski podružnici kulta, svoje sledilce pa je tudi spodbujal, naj ta video razširijo čim širše. Marca so ga aretirali zaradi incidenta, ki se je zgodil v karaoke baru na Havajih. Postal je razdražen, ko so ljudje peli karaoke in je začel dajati žaljive pripombe na njihov račun. Vzel je mikrofon iz rok ženske in poskušal napasti moškega, ki je igral pikado, zato so morali poklicati policijo. Ponovno je bil obtožen kršitve javnega reda in miru in moral je plačati $500 kazni. Dve osebi iz mesta Hilo na Havajih sta nato vložili prepoved približevanja proti njemu, saj sta prijavili, da je Miller nekega večera vdrl v njuno spalnico in jima zagrozil, da ju bo oba pokopal. Nato je ukradel eno od njunih denarnic, kartico socialnega zavarovanja, potni list, vozniško dovoljenje in njune bančne kartice. Prepovedi približevanja so bile na zahtevo para kasneje umaknjene, le mesec dni pozneje pa je bil aretiran in obtožen napada druge stopnje, potem ko je med zasebnim dogodkom v hiši na Havajih vrgel stol v žensko. Obtožen je bil tudi vloma, groženj in kultnega vedenja, prav tako manipulacije in psihološke zlorabe. Avgusta 2022 je napovedal, da bo poiskal pomoč zaradi svojih težav in ko je bilo vse zaključeno, mu je bilo odrejeno enoletno pogojno obdobje. Številka 1. Televizijska serija Dobri znamenja je vstopila v svojo tretjo sezono leta 2026 in bo verjetno ostala zelo priljubljena med gledalci, ki so z nestrpnostjo čakali, da bo tretja sezona končno napovedana. Serija temelji na zgodbi, ki sta jo napisala Terry Pratchett in Neil Gaiman, ter spremlja življenje demona po imenu Crowley in angela po imenu Aziraphale, ki jo igrata David Tennant in Michael Sheen. Vzljubila sta svoje življenje na zemlji, vendar imata še vedno delo, ki ga morata opraviti. Začneta iskati Antikrista, vendar kmalu ugotovita, da je bil ob rojstvu zamenjan z drugim dojenčkom in da je bil vzgojen kot običajen človeški deček po imenu Adam Young. Ker si nihče od njiju ne želi konca sveta, se lotita iskanja pravega Antikrista, da bi preprečila prihod Armagedona. Na koncu Adam zavrne svojo logo Antikrista in apokalipsa je preprečena, kar omogoči Crowleyju in Aziraphelu, da nadaljujeta svoje življenje v miru. V četrti epizodi te sezone vidimo Crowleyja, kako sedi v majhnem kinu in gleda risanko.
Med ostalimi gledalci je moški, ki je očitno pijan in skrbljen na svojem sedežu. In ni veliko ljudi, ki vedo, da je to vlogo odigral Neil Gaiman, eden od scenaristov serije. Prav tako je posodil glas enemu od likov v risanki, ki se predvaja v kinu, vendar je bilo leta 2025 napovedano, da bo njegova vloga v seriji zmanjšana. To se je zgodilo po obtožbah, ki jih je podala Scarlett Pavlovich, ki je leta 2022 delala kot varuška pri Gaimanu in njegovi odtujeni ženi Amandi Palmer. Te obtožbe so resno vplivale na njegovo kariero in mnogi oboževalci so bili razočarani. Pavlović je povedala, da sta se s Palmerjevo spoznali, ko je živela v Aucklandu na Novi Zelandiji. Takrat je bila brezdomka in je trpela za težavami z duševnim zdravjem. V tem času sta Gaiman in Palmerjeva živela v nočenih hišah v Aucklandu. Palmerjeva pa je Pavlovićevo prosila, naj postane njuna varuška, na kar je pristala. Kasneje je izjavila, da je ponudbo sprejela, ker je potrebovala denar in ni imela kje živeti. Vendar je poročala, da je kmalu po začetku dela Gaiman začel neprimerno ravnati z njo, jo večkrat napadel in storil še veliko hujše stvari. To se je dogajalo več tednov, dokler otrok para ni odšel v Evropo. Pavlović pa je razkrila, da ji je Palmer povedala, da se je več kot ducat drugih žensk pritožilo nad Gaimanovim vedenjem do njih. Dark Horse Comics ni hotel več tiskati njegovih del, vendar je Gaiman vztrajal pri svoji nedolžnosti. On in Amanda Palmer sta bila oba obtožena trgovine z ljudmi in drugih resnih kaznivih dejanj, vendar so bile obtožbe na koncu zavržene, nekatere zaradi pristojnosti, druge pa zgolj zaradi pomanjkanja dokazov. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb "Všeč mi je". Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.